Živjo, danes vam bom pa razložil par dejstev o hrustancu. Kot že veste, se hrustanci nahajajo v vaših sklepih. V sklepih imate vi najmanj dve kosti, ki med sabo artikulirata, se pravi, da imate neko sklepno votlino, kjer je noter sklepna tekočina in na površini teh dveh kosti je sklepni hrustanec. Zdaj, za sklepni hrustanec ni dokazano, da bi se regeneriral. Zakaj? Zato, ker sklepni hrustanec nima prekrvavitve in če ni prekrvavitve, potem tudi ni celjenja oziroma ni regeneracije. Tako da sklepni hrustanec se hrani iz vaše sklepne tekočine, tam dobiva prehrano, tako da, ko imate vi obrabo vašega hrustanca, zaenkrat ni dokazano, da bi bilo možno, da bi se hrustanec nazaj regeneriral. Se pravi, obraba je dokončna. Tukaj imamo zdaj sliko kolenskih sklepov, vedno slikamo kolena stoje pod obremenitvijo. Tako povedal bom eno dejstvo, ki jo marsikdo ne ve, pač na rentgenu sklepnega hrustanca ne vidimo, vidimo samo kost. Tako da pri kolenskih sklepih vedno gledamo potem to špranjo, temu se reče sklepna špranja, ki vidite neko črnico, to ni prazen prostor, ampak tukaj, kjer je ta luknja, kjer je prazen prostor, je not hrustanec, ampak se ga na rentgenu ne vidi. Tako da vidite na tej sliki, sta oba kolena z ohranjenim sklepnim hrustancem, ker so te sklepne špranje zadosti široke. No, tukaj imamo pa rentgensko sliko kolenskih sklepov pri pacientu, ki ima hudo obrabo. Vidite, da na desnem kolenu v primerjavi z levim je na notranji strani, v večini primerov je obraba v kolenu na notranji strani, vidite, da je sklepna špranja popolnoma zožena, se pravi, že kost riba na kost, na obrobju se delajo izrastki, zaradi tega se koleno tudi poveča in razleze in vidite, da ni več nobenega sklepnega hrustanca. Na levem kolenu ima tudi zožena sklepna špranja, ampak je še nekaj hrustanca ohranjenega. Tako da v bistvu tole desno koleno je že za zamenjavo, se pravi za dati protezo noter. Kaj zdaj narediti, če imamo znano obrabo hrustanca? Veliko ljudi me sprašuje, katere vaje tu delati na fitnessu. Predvsem pač delati z neko pametjo, ne preobremenjevati kolena. Jaz svojim pacientom vedno rečem, da pač ne hoditi po trdi podlagi na daljše razdalje, se pravi, kakšen tek po asfaltu, hoja po trdi podlagi po asfaltu ni zaželjena oziroma v manjši meri in tudi samega hrustanca ne moramo več regenerirati. Zdaj, mene tudi veliko pacientov sprašuje o glukozaminu. Glukozamin je neka molekula, ki ima v sebi osnovne gradnike sklepnega hrustanca, tako po teoriji naj bi glukozamin povečal vzdržljivost, moč in elastičnost hrustanca, naj bi se noter tudi vgradil. Nekatere študije govorijo v prid glukozaminu, da res pomaga, nekatere pa tudi ne, tako da je nekje 50-50%. Jaz vsem pacientom svetujem, da jemljejo glukozamin vsaj 3 do 6 mesecev in da vidijo, če je efekt, če efekta ni, z njim prenehajo, če je pa efekt, ga pa lahko jemljajo naprej. Tako da fajn je, da jemljete tisti glukozamin, ki ima čim več noter sestavin, po možnosti z chondroitinom. Imel sem tudi pacienta, ki je glukozamin vzel po akutni poškodbi, pa je naslednji dan rekel, da je bilo že boljše, ampak to je bolj v bistvu verjetno bil bolj placebo učinek, ampak vseeno. In tudi sam opažam, da pred parimi leti je bilo tako manj kot 50% uspešnost glukozamina, zdaj pa kar nekje več kot 50% ljudi reče, da je vsaj nekaj boljše. Tako da definitivno z glukozaminom vsaj poskusiti.